Živijo, brez skrbi, to ni še ena kuharska oddaja. Ne, sploh ne. To so ambienti. Oddaja o lepoti bivanja. Arhitektka Petra Zakrajšek je opremila prestižno stanovanje v centru mesta. Osrednji atrij je barvno povezala z bivalnim prostorom. Katera lokacija je najboljša za življenje? Odgovorov je toliko, kolikor je ljudi. Najbrž pa bi le redki za svoj popoln dom izbrali prostor ob železniškem vozlišču. Pa vendar je prav tam elitno stanovanje, ki celo v svoji notranjosti odseva neobičajne vplive okolja. No, v velemestih je življenje najbolj zgoščeno ravno okoli železnic. In prav zato arhitektka Petra Zakrajšek bližine ljubljanskih železniških tirov sploh ni skušala prikriti. Pod blokom teče železniški vrvež, marsikoga bi odvrnilo stanovati v tem stanovanju, vas pa je železnica celo navdihnila. Res je. Meni je železnica in ti pisani vagoni en tak čudovit kontrast med to moderno zgradbo in potemi barvami in vlaki, ki vozijo mimo in so tako zelo nepredvidljivi, tako da nekaj fascinantnega, ja. Življenje prinašajo in odnašajo na nek način. Res je. Ja. Sva v drugem nadstropju, atrij, na nek način razkošje, pa kljub temu imam občutek neke zaprtosti, ne? Ja, ampak to je nek, bi rekla, miren zen kotiček tega stanovanja, ki je pravzaprav viden iz vseh sob, iz glavnega bivalnega dela in iz vseh sob. Mene je nekako asociiral na obdobje, ko sem živela na Japonskem in tam videla veliko templov in pač kamnitih vrtov, tako da tudi iz nekako vidika funkcionalnosti sem se nekako vživela v glavo nekoga, ki bo tukaj živel, pa sem rekla si, verjetno to ni nekdo, ki bi imel veliko trave pa bi kosil, ampak rab tukaj je en tak kotiček, kjer se bo sprostil in s tem kamnitim vrtom pravzaprav je zadeva vedno vzdrževana. Lahko pa za meditacijo pograbiš, narediš različne vzorčke in je to tudi neke vrste sprostitev. Na bližnjo železnico spominjajo železniški tramovi položeni po tleh vrta, brez njenega pridiha pa ne gre niti v stanovanju. Ja, z te točke se pogled odpre skozi celotno stanovanje. Ja, mi smo nekako z nekim industrijskim pristopom in nekim občutkom lofta že od vhodnih vrat stanovanje odprli do konca. Sicer je bila tam, kjer zdaj majčkeno vidiva sedežno garnituro, je bila stena in je bil na koncu kabinet, ampak meni se je zdela kar bistvena ta odprtost, ko ti prideš domov, pravzaprav stanovanje vidiš v celoti in tudi v današnjem interjeru je tako, da so ti vitalni deli, to se pravi kuhinja, jedilna miza in sedežna garnitura, to je v bistvu en prostor, ki ga potem nekako vsak sklop posebej nekako označimo ali z neko barvo ali z, tukaj nam tale steber predstavlja lepo oporo za tale pult, ki je nekako duša tega prostora. Omenili ste industrijski prijem. Kaj to točno pomeni? To pomeni, da smo uporabili materijale, kot je tale stena iz kortena za nama, ki pravzaprav dajo en tak pridih tudi železnice. Tako, železnice, prav tako jedilna miza je oblikovana tako, da je podnožje iz kovine in so vsi ti spoji vidni. To smo pa potoplili s tem oljenim hrastom, ki je pa tisto, kar potem na ta industrijski dizajn doda neko tisto toplino, da se počutiš kot doma. Občutek domačnosti dajajo tudi keramični izdelki Vesne Vidrih in okrasni dodatki Vesne Javorni. Stene krasijo fotografije znanih slovenskih fotografov, hodnik pa je Petra Zakrajšek zmehčala s fototapeto z motivom breze in ga poživila z živobarvnimi stropnimi lučmi.
se nahajava v mladinski sobi in v bolj intimnem delu stanovanja, ki smo ga nekako umirili z povezovalnim hodnikom, v katerem sem jaz tudi kot dizajner dala par barv, ki jih jaz sicer zelo obožujem. To so? Zelo močne pisane barve, vse. Ja, ampak nekako ta objekt se mi zdel, da to ne prenese, ampak vsaj tako v predsobi sem si pa dala malo duška. Vsaka od sob, to se pravi mladinska, pa potem naslednja, ki je kot kabinet, pa spalnica, ima spet nek meditativni, povezovalni del z atrijem. Tale lupinca je tako namenjena, da se njo usedeš, lahko poskusite. Ja, saj kaj pa čem drugega, ko mislim čakal tole povabilo. Je posebej ojačana, tako da ni nobene skrbi. Jaz sem lahkoten, čeprav mogoče ne zgleda tako krepak fant, ampak lahko. Tako, zdaj pa še eno knjigo in to je to. In potem pogled v atrij, tako da to je tukaj ta sprostilni element. V sosednjem kabinetu smo namesto lupince uporabili boksarsko vrečo, tako ta pravo, usnjeno. Veste, da sem bil prav bokser? Ja. Ja, res, mislim, da smo imeli na akademiji en semester boks. Super. V spalnici smo pa nekako za pomiritev na steno po motivu moje zelo ljube japonske umetnice Toko Kishinoda tudi naredili en tak čist japonski motiv, tako da to deluje kot nekaj sproščujočega, kar nas potem zopet poveze z vrtom. Vrt, center stanovanja, na nek način vse gravitira na atrij. Vsi prostori pravzaprav se galerijsko nizajo okoli njega, tako da to mislim, da je izjemna kvaliteta tega stanovanja, poleg seveda visokih stropov, vrhunskih materialov, tako. Stanovanje je zvočno zelo dobro izolirano, zato ni prav nič moteče, da pod oknom spalnice vozijo vlaki. V njej je kljub mestnemu vrvežu tiho, umirjeno in sproščujoče. Kako ohraniti starinski videz in čim več originalnih potez stare hiše? Žan in Marjetka sta raziskala, kako je to uspelo lastnikom 500 let stare hiše. Prenova približno 500 let stare hiše ni preprosta. Sploh, če želiš v njej udobno in sodobno živeti, ne da bi žrtvoval njeno starinsko dušo. Lastnica v tej staromeščanski hiši živi vso svoje življenje. Odrasle otroke ima, kljub temu pa se še danes spomni, kako ljubeče je njena mama skrbela za toplino doma. Ko je pred 3 leti začela prenavljati svoje stanovanje v prvem nadstropju, se je le stežka ločila od česarkoli. Arhitektka Marjetka Pajk se je morala temu prilagoditi. Marjetka, tramoji se mi zdijo super, so stari ali je to bilo na novo adaptacija nekega starinskega sloga? Tramovi so kar hišni, stari 500 let, ampak smo jih zelo temeljito prenovili z ekološkimi voski in barvo. Tudi ploščice so stare in so narekovale cel slog in podobo kuhinje, tako po obliki in barvi. Kaj pa pohištvo, je imitacija starega? Pohištvo je pa izdelal mizar po meri, po načrtu. Sledili smo nekako
obliki, da bo se lepo išlo v celo podobo, cel koncept tega prostora. Nekaj smo obdržali starih kosov pohištva in jih prebarvali, nekaj pa na novo narejenih. Lastnica je bila preveč navezana nanje, da bi se jim odpovedala, čeprav je želela sodobno kuhinjo z vsemi kuhinjskimi pripomočki. Dobila jo je, skupaj z znižanim kuhalnim delom, ki je zdaj prilagojen njeni višini. Poslikava je pa kar replika fresk, ki smo jih, ker je hiša stara, smo našli freske pod tem ometom, ko smo prenavljali in smo potem te slike uporabili, te cvetove, tudi tam pri kredenci in pa tukaj na vratih in se mi zdi, da tako lepo se usede v ta ambient. Se pravi, hkrati je zaščita, ampak zaščita, ki nosi zgodbo. Nosi zgodbo. Takole, zdaj smo pa v jedilnici, ki je srčica tega stanovanja. Tukaj se vse zmenijo, kot včasih ob dobri pijači in jedači. To je bil prej balkon, in je po prenovi postala taka udobna, velika jedilnica, kot vidiš. Stol in miza so še od babice. Kaj? Res, Koliko let imajo? Kar veliko. Tako kot so babice, starost. Tako da se je lepo pohištvo ohranilo in je primerno tudi, ko dobijo več obiskov, gostov, je dovolj prostora za vse. Kakšen detaljček, ki se vleče iz kuhinje, skozi celotno hišo mogoče? Vidiš, barva je to, ta opečna barva, ki je tudi v kuhinji dala tako toplino, smo jo dali tudi v ta prostor. Da pa ni tako monotono, smo eno steno povaljčkali z vzorci, kot so jih včasih uporabljali. Tukaj je bila pa prej shramba. Stena, je videti, da je bila prej... Tudi stena je bila, taka stara shramba je bila. Ko so jo podrli, se je jedilnica podaljšala, kljub temu pa lastnica shrambe ni izgubila. Odlično ohranjena skrinja, ki je del družinske dediščine, se lepo ujema z opremo jedilnice in omaro, ki se ji reče merajna. Nova je, kljub temu pa njena vrata krasi star način prezračevanja, ki so ga nanje prenesli stare omare. Žan, tukaj smo podrli steno, odstranili vrata, tako smo povečali osrednji prostor in iz kabineta naredili udoben kotiček za branje in popoldanski počitek. Kaj pa kavč je bil izdelan po meri, ker je res dolžina je točna kot stena? Kavč ni bil izdelan po meri, gospa ga je imela že kar nekaj časa pri hiši, še iz časov socializma, ampak ni bil udoben, ni bil pa poškodovan. Tako sva se skupaj odločili, da bova ta kavč dali tapetniku, ki ga je res lepo polepšal, tudi obložil ga je še dodatno, tako da je s peno, da je postal bolj udoben. In mu vdahnil novo življenje. Kaj pa za daljši počitek? Za daljši počitek bova pa naredila par korakov in prišla do spalnice. Marjetka, tisto je pa zelo staro okno, še s kamnitimi oboki. Ja, okno je staro, vmes je bilo tudi zazidano, potem pa ga je lastnica zopet dala odpreti, tako da je soba postala kar svetla. Kako ste pa pol reševali zaradi te svetlobe? Ne vem, v poletnih dneh so dnevi daljši. Ja, ker je to okno kar veliko in je veliko svetlobe pronicalo noter, smo se odločili in po meri dali narediti polkna, lesena polkna, ki v celoti zatemnijo tale vir svetlobe, pa tudi tako po stilu pristojajo v tako staro hišo. Skladne z njo so tudi stene. Prebarvane so dekorativno, z gobico, da delujejo bolj starinsko. Krasijo jih gobelini, ki jih je šivala še lastničina mama. Slike z družinske dediščine in portreta hčera, ki jo je naslikala Dora Plestenjak. Kaj pa ta detajl dekorativni, je to ta pravi voziček za otroke? Ne se heca, to ni ta pravi voziček, je pa, veš, da je sega iz obdobja druge svetovne vojne. Zdaj vem, me ni bilo takrat tam. Ampak je za takele otročke. Za se igra. Za se igra. Ok, pa bom pa jaz to punčko peljal malo na en sprehod. Zdaj vidim, zakaj nimam otrok.
Lastnica hiše in arhitektka Marjetka Pajk sta se trudili ohraniti čim več lastnosti hiše, ki spominja na nekdanje dni. Istočasno pa v stanovanje vnesti vse, kar sodoben človek potrebuje za udobno življenje. V Sloveniji morda res nimamo možnosti zasnove stalnega prebivališča v zapuščenem industrijskem objektu. Neugledni industrijski objekti v tujini pa pogosto postanejo stanovanjske delavnice. Moja prijateljica Serena ustvarja v Londonu. S svojim 11-letnim sinom živi v enem izmed mnogih londonskih loftov. Čez dan je Serenin modni studio administracijska pisarna, prostor za fotografiranje, obiske fotomodelov in strank ter delavnica s 3 zaposlenimi. Popoldne pa se spremeni v dnevno sobo z jedilnico. Zelo dolg in razmeroma ozek prostor nasproti studia je predeljen s steno. Ta spremeni eno spalnico v 2, vendar pa omogoča neposreden dotok dnevne svetlobe samo eni. Tako je otroška soba prehoden prostor brez dnevne svetlobe. Serena me je prosila za nasvet, kako bi svojemu sinu uredila svetlo in prijetno sobo, kje bi bila njena spalnica in kam bi lahko pospravila vse blago in vzorce. Torej, kako uskladiti zasebno življenje s svojim delom. Delavnica je hkrati dnevna soba z računalniškim administrativnim kotičkom pri vratih. Visoki stropi omogočajo zasnovo podija. Tako se lahko spalni prostor z garderobnimi omarami dvigne in loči od delovnega okolja. Pod tako nastalim odrom je zdaj dovolj prostora za občasno skladiščenje nove kolekcije. Ob oknu, kjer je največ naravne svetlobe, so šivalni stroji in velika miza. Odvisno od potrebe po delovni površini se miza enostavno pospravi ali delno izvleče izpod na novo nastalega skladišča pod spalnico. Višina delavnice je izkoriščena z visečimi omaricami. Pod njimi je ravno dovolj prostora za premična stojala z nastajajočimi modnimi kreacijami. Za lažji dostop je del opreme tudi lahka aluminijasta lestev, ki se pomika po kovinskem drogu med omaricami. Kotiček, ki je ujet med dostopno točko do spalnice in računalniškim prostorom, je sprejemnica za goste. Z udobnim kavčem, klubsko mizico, televizorjem in knjižnimi policami je to idealen prostor za oddih po napornem dnevu. Na drugi strani stene je kuhinja, ki je popolnoma ločena od ustvarjalnega prostora. S studijem je povezana zgolj s podolgovato horizontalno odprtino. Skoznjo je lažje postreči s kavo ali čajem, med pripravljanjem obroka pa se da zapreti z drsnimi vratci. Tako da se omamni vonj pečenke v česnovi omaki ne vtisne pregloboko v nastajajoče kreacije v delavnici. V predlaganem primeru sta odraščajoči najstnik in njegova zmeraj zaposlena mati dobila vsak svoj studio z zadostno količino naravne svetlobe ter skupno kuhinjo in kopalnico. Prehodna soba pa je postala garderobna soba in dodatno skladišče. Če bi bili žrtve predsodkov, bi rekli, odvetniki so dolgočasni in duhamorni. Ker pa ne podlegamo predsodkom, pravimo, odvetniki so sproščeni in odprti. No ja, vsaj nekateri. V odvetniško pisarno ponavadi vstopamo, ko smo že krepko v težavah. In kot da je ne bi imeli že teh dovolj, so tu še neosebni prostori. V odvetniški družbi Pečanac in Rakun pa je drugače. Pri njih je tudi že pregovorno, resnobno odvetniško življenje, razgibano in barvito. Je že tako, da v odvetniško pisarno praviloma stopimo takrat, ko smo že krepko v težavah. In kot da nas ne bi dovolj morile že te, so še poslovni prostori običajno tako uradni, da so kar strašljivi. V odvetniški družbi Pečanac in Rakun pa je drugače. Pri njih je tudi pregovorno, resnobno odvetniško življenje, barvito in razgibano. Jabolčno-zelena in vijolična barva za odvetniško pisarno pač nista ravno tipični, ampak tudi Matej Pečanac in Rok Rakun nista ravno tipična odvetnika.
Rok in Matej sta se izkazala kot zelo hvaležna. Predvsem to, ker sta zelo svobodomiselna. Nista klasična odvetnika, kakor si jih predstavljamo, ni neke tradicije, take bolj resnosti, še vedno je resnost, ampak ni pa na tradicionalen način. Kaj je recimo v navadni odvetniški pisarni? Dosti je nekih najbrž lesa, nekih... Tako, bom rekel, starinsko, bolj pohištvo, kakšen marmor, bolj take preverjene oziroma take zadeve, ki spominjajo tudi malo na zavarovalnice ali pa tudi na banke, recimo. To je tak klasičen primer. Pri njiju dveh je bilo pa že takoj pač razbrati, da hočeta nekaj več, da sta tudi že sama po sebi drugačna, torej si upata. Ko so jima predlagali vijolično barvo, ju je malo zaskrbelo. Za začetek sta dala prebarvati samo en steber. Čez 2 dni, ko se je bara posušila in sta preverila, kako deluje v prostoru, jima je bila zelo všeč. Od takrat naprej v predloge arhitektke Špele Modic nista več podvomila. Torej, naročniki vas niso omejevali. Kaj vas je omejevala, če vas niso naročniki? Najbolj nas je omejevala stavba sama. Kar je pri metalkini stavbi fino, je to, da je glavna konstrukcija z betonskih stebrov in smo imeli torej znotraj tega tlorisa dosti manevrskega prostora. Omejeval pa nas je rastel oken na fasadi, ker seveda se umestna stena, predelna stena med pisarnami ne more končati na oknu, ampak tam, kjer je prostor za to. Zato smo izhajali iz zunanje lupine stavbe in smo šli navznoter proti osrednjemu prostoru. In kar je nastalo to, da nobena stena v pisarnah ni pod kotom 90 stopinj, ampak so vse pod nekimi različnimi koti. Da gre za torto? Na nek način tako, ja. Torej, v sredini je nastal zdaj en velik osrednji prostor. Kaj ste umestili v ta osrednji prostor? Tukaj je bilo kar nekaj stvari, ki jih je bilo potrebno umestiti, od recimo recepcijskega pulta. Seveda so imeli željo tudi po neki kuhinji, glede na to, da preživijo kar dosti prostora, to se skriva zdaj tukaj. Tudi s hladilnikom in z vsem. In pa arhivsko omaro za fascikle, ki pa jo skriva druga stran drsnih vrat. Razumem, elegantna rešitev. In se vidi spet prepletanje barv, ne? Ja, tukaj so pa naročniki zelo ubogljivi, ali kako naj to rečem, in se držijo tega, kar smo zastavili, tako da imajo tudi občutek za to in smo zelo zadovoljni s tem. Zadovoljni pa so tudi odvetniki, ki tukaj delajo. Iz svojih pisarn vidijo v recepcijo, skozi steno pa lahko pregledajo tudi, ali je njihov kolega zaposlen ali ne. Steklene stene so si želeli zato, da lahko med sabo komunicirajo brez besed, pa tudi zato, ker jim odprti prostori dajo občutek svobode. Seveda pa so morali upoštevati tudi vprašanje zasebnosti. Kaj pa z napisi, ker se mi zdi, da nima neke funkcije, da zakriva, ne? Je vse videti skozi, zakaj so te napisi in kako ste prišli na idejo? V bistvu ideja je bila, da bi mogli imeti en del kot zastrt, da se pač malo, da se lih ne vidi na prvo žogo direktno na mize, pa v pogled dokumentov, še posebej tukaj, ker je delikatna zadeva, so to odvetniki. Tako da smo pol spet zaradi tega, ker super naročniki so ideje pač plavale in sta potem ona dva sama napisala te, oziroma prišli smo skupaj na idejo, da bi imeli pač neke napise in potem sta ona dva sama napisala svoje besede, katere bi šle notri in smo potem s tem rešili v bistvu, tako kot bomo rekel, nek delni zastor, še vedno se vidi, ampak ni pa tako direktno. Pred časom so se zaposleni odvetniki po napornem dnevu sproščali z igranjem namiznega nogometa. Zdaj se ne morejo več. Prostor za sprostitev so morali žrtvovati za dodatno pisarno. Pogrešajo namizni nogomet. Pogrešali pa bi tudi slike, če bi jih kdo odstranil s sten. Na slikah se pojavlja oziroma tudi ponavlja nek motiv. Hoteli smo neko celoto zapakirati, da bi bilo v bistvu neka rdeča nit, in smo potem v bistvu nekako se pogovarjali, da bi imeli neke fotografije v vsaki pisarni. Prišli smo potem na to idejo spet za tega, ker sta napredna, bomo rekel,
smo prišli potem na ta izbor teh fotografij Charlesa Ebbetsa. Je na slikah mogoče celo nekaj povezano s celotno zgradbo Metalke? Je zagotovo, mislim, to je v bistvu neka urbana zadeva, pa še samo nismo zdaj tu na podeželju, ampak smo v samem centru Ljubljane, naročnika sta, bom rekel, urbana in skratka nisem videl tu nekih motivov, da bi zbirali neke jezera ali pa. Povsod so orehi. Ja, slogan, ki sta ga naročnika sama v bistvu vnesla v to celostno grafično podobo, v celoto je stremo tudi najtrši orehe in mislim, da pove samo vse o tem, kaj zmorejo. Odvetniški prostori pa povedo veliko o ljudeh, ki delajo v njih. Niso le strokovno podkovani, ampak so tudi človeški. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. In ne pozabite, od 15. do 17. aprila bo potekal že 7. arhitekturno-nepremičninski festival Odprte hiše Slovenije. Tam si boste lahko ogledali 100 različnih objektov. Prijave in program najdete na spletni strani www.odprtehišeslovenije.org. Toliko za danes. Veseli me, da ste bili z nami. Adijo, vidimo se prihodnji teden, ko si bomo ogledali obnovljeno kraško domačijo, dom mame in hčerke, ki je zrasel na domačem podstrešju, in navdihujoč vrt, kjer kraljujejo skale in zimzelene rastline.